Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Obeležujemo Svetovni dan ledvic in kakšen je namen današnjega dneva osveščanja tukaj v Splošni bolnišnici Jesenice? Gre za tradicionalni dan, ki ga obeležujemo že več let. Ta dan je zmeraj okoli sredine marca in s tem namenom v bistvu mi na način spodbujamo naše prebivalce po vseh slovenskih bolnišnicah in tudi drugje, da so pozorni na zdrav način življenja, da se opazujejo da so pozorni na tiste bolezni, ki nekje lahko doprinesejo k ledvični bolezni, to je predvsem povišen krvni tlak, sladkorna bolezen, potem so pa seveda še, rečemo, družinske zadeve, če je kakršenkoli svojc, odnosno starši, če imajo družinsko bolezen, potem telesna neaktivnost, kajenje, to so vse dejavniki, ki pripomorejo k nastanku kronične ledvične bolezni. Tukaj bi samo povedal, da je tega bistveno več, kot si zavedamo in da mora biti vsak sam pri sebi pozoren in v bistvu kakršnikoli nepravilnosti tudi obiskati izbranega zdravnika. Če teh znakov, ki jih navajate, ni, kako prepoznati sebe, da smo naše ledvice ok? Bistveno je, da primerno lulamo. Že en znak je v bistvu lahko. Ja, seveda hidracija je pomembna, bistveni znak pa je to že nočno mokrenje, opazovanje kakršnikoli sprememb na seču, ali je temnejši, ali se peni, tako da na te zadeve moramo biti pozorni. Poleg moramo biti seveda pozorni tudi, ali kamorkoli utekamo in tako naprej, tako da več teh znakov je, ki bi lahko nakazovali, da je v ozadju tudi ledvična bolezen. Kakšno je trenutno stanje obolenja ledvic na Gorenjskem? Mislim, naše ambulante so polne, lahko samo to rečem, da je čakalna doba za podredno več kot 1 leto, tako da obvladujemo, kakor pač moramo obvladovati v tej kadrovski situaciji, opažamo pa, da so v bistvu naši pacienti kar dobro poskrbljeni. Letošnjo geslo je zelo zanimivo, brez ledvic sem ful drugačen. Ja, poglejte, žal obstaja tudi določen pul pacientov, pri katerem pride do dokončne ledvične odpovedi. To pomeni, da v bistvu so odvisni od nadomestnega zdravljenja. Hodijo sem v naš center na dializo, to je ponavadi 3-krat tedensko, po 4 do 5 ur, ampak s tem načinom pač omogočamo čisto normalno življenje. Seveda, dokončno je pa seveda transplantacija, to se pravi presaditve ledvic in tukaj moram reči, da smo v Sloveniji zelo uspešni.